prihod prvega dobrega moža, ob dnevu človekovih pravic, milijon v energetsko učinkovitost, blagoslov novih orgel, Smlednik v ustnem izročilu, praznični čas v pesmi in plesu, na zmagovalnih stopnicah tudi gostitelji. Dober večer in lepo pozdravljeni. Pa smo ga dočakali. Prazničen december se gotovo prične s prihodom prvega dobrega moža, svetega Miklavža. Kot je v navadi, obišče otroke, ki so bili pridni skozi celo leto, in teh je bilo letos zelo veliko. Najprej jih je obiskal v Sori, nato pa odhitel še k otrokom v Smlednik. Seveda ni bil sam. Tudi tokrat so ga zvesto spremljali njegovi angelčki in parkeljni. Ti so bili bolj pozorni na malo manj pridne otroke. Tako v Sori, kot tudi v Smledniku so se po kratki predstavi otroci razveselili darilc, ki jih je prinesel sveti Miklavž. December je zagotovo eden lepših mesecev v letu, še posebej za otroke, saj jih obiščejo dobri možje, zaradi katerih so vsako leto tako pridni. Prvi pride sveti Nikolaj, bolj znan pod imenom sveti Miklavž. Letos je kot ponavadi obiskal vse vasi in mesta v Sloveniji in se ustavil tudi v medvoški občini. Že tradicionalen sprejem so zopet pripravili v Sori, lani so za tovrstno ohranjanje ljudske dediščine prejeli tudi kulturno občinsko nagrado Pletenica. Pletenica da tudi odgovornost. Mi se tudi zavedamo, da otroci, ki pridejo to pogledati, so največji kritiki in ta odziv, ki je vsako leto, nam da tudi odgovornost. In mi v Sori zmeraj se zavedamo, da je treba pripraviti nekaj novega, nekaj svežega, predvsem pa delamo to za otroke, za njihove starše in za svoje srce. Da se počutimo v redu, da smo zadovoljni in to, kar naredimo, nam da elan za celo leto in razmišljanje, kaj bi lahko drugo leto naredili boljše in še lepše. Poleg Miklavža, ki se ga otroci najbolj razveselijo, so sodelovali tudi parkeljni, v Sori poznani kot hudobe sorške, ter dekleta iz vasi v podobi angelčkov. Program so z glasbo popestrili še trio Kranjc in sorške kresnice. Moram reči, da odziv je presenetljivo dober. In smo mi zadovoljni, ker vemo, da to, kar delamo, dobro. In počasi bo 20 let od takrat, ko smo začeli in smo vsi v pričakovanju in v razmišljanju, kaj lahko še nadgradimo, pustimo se presenetiti. Drugo leto bo sigurno še kaj boljše, še kaj bolj zanimivejše. Mogoče pa sploh ne bo Miklavža, ker nismo dovolj pridni. Kljub temu, da imajo sorške hudobe upravičeno ime, se jih kar nekaj otrok ni balo. Vsekakor pa so bili bolj veseli Miklavža. Tebe sem prej videla, da se parkeljnov prav nič nisi bal. Kako to? Ne vem, niso nič strašni. A se mogoče ti kaj bojiš parkeljnov? Ful se jih bojim. Prej sem se malo razjokala, sem se še vse smejala. A pa so grozni? Ful. A si ti mogoče pisala Miklavžu pismo? Ja, sem pisala, pa sem že upala, da mi bo to res prinesel. Pa misliš, da si bila dovolj pridna, da ti bo kaj prinesel? Ja, ker mi je včeraj prinesel cel pot piškotov in je gor pisal, da sem bila pridna z mojimi bratci. Sveti Miklavž je obiskal tudi otroke v Smledniku, ki so si najprej ogledali predstavo z angelčki in parkeljni v glavnih vlogah. Nato je dal Miklavž pridnim otrokom majhna darila in se z vsakim posebej tudi pogovoril. Rekel mi je lepo, ker sem za bratca vprašal, ker je zbolel, če lahko, pa mi je rekel, da je to lepo, da sem vprašal za bratca, za nekoga, pa je rekel še, da mojega bratca naslednjo leto pričakuje. Se slučajno kaj bojiš parkeljnov? Ne, sem pomagal svojemu šolcu, ki ga je vzel, pa sem mu pomagal, pa sem tistega parkeljna malo zdrukal. Torej te ni nič strah, da bi tebi kaj naredili? Ne. Si ti preveč priden, da bi te parkeljni dobili? Sem priden, samo parkeljna se ne bojim. Pa si mogoče pisala pismo svetemu Miklavžu? Tudi ja. Kaj pa si mu napisala, če smemo zvedeti? Kaj sem mu napisala? Da si želim, da bi šli še kaj starši na izlete, pa da bi šli tako, nič takega, kakšno darilo ali pa kaj. O tem, ali so otroci vsako leto bolj ali manj pridni, smo povprašali kar Miklavža. Mislim, da bolj. Kolikor imamo izkušnje širom po svetu, so otroci kar vedno bolj pridni. Vidim pa, da včasih postaja pa problem pri starših. Starši danes nekako zapuščajo to
bi rekel, ljubezen do bližnjega jim ni več tako pomembna, kot jim je bila včasih. In otroci so pa nedolžni še kar precej časa. Tako da tisti otroci, ki niso pridni in ki so taki nagajivi, bi rekel, pri teh otrocih je bolj problem pri starših, kot pa pri samih otrocih. Po videnem sodeč lahko mirno rečemo, da bo Miklavž prišel tudi drugo leto, ali s parkeljni ali brez, pa je odvisno od najmlajših. Decembra svet praznuje Dan človekovih pravic in na isti dan je organizacija Amnesty International Slovenije, ki predstavlja enega najmočnejših glasov za zaščito človekovih pravic, dopolnila 25 let. V ta namen so na predvečer obletnice direktorica organizacije Amnesty International Slovenije Nataša Posel, direktorica Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšek ter eden od začetnih članov in prvi generalni sekretar slovenske Amnesty Iztok Pipan na pročelju Prešernovega gledališča odkrili spominsko ploščo. Ta bo odslej mimoidoče spominjala na to, da je tam rojstni kraj Amnesty International v Sloveniji. Ideja o ustanovitvi Amnesty International v Sloveniji se je porodila 16-letni Suzani Deva, ki je na dan človekovih pravic leta 1988 ustanovila prvo Amnesty International skupino na območju tedanje Jugoslavije v kranjskem Prešernovem gledališču. O 25. obletnici so tako na predvečer dneva človekovih pravic na poslopje gledališča namestili spominsko ploščo, ki bo odslej viden znak, da je tam rojstno mesto največje organizacije za človekove pravice v Sloveniji. Zagotovo je to en zelo prijeten moment, na katerega smo ponosni. V 25 letih smo vendarle zrasli iz ene takrat izjemno ambiciozne, izjemno predane, izjemno aktivne skupine prostovoljcev v organizacijo, ki ima danes preko 8200 članov in podpornikov, tako da to je tudi pravzaprav dejstvo, da smo to spominsko ploščo lahko postavili tukaj na tej stavbi, kjer je bil točno 25 let nazaj ustanovitveni sestanek prve skupine takratne Amnesty v Jugoslaviji, takratni in celo na področju vzhodne Evrope, in da lahko ta plošča visi tukaj prav na Plečnikovi fasadi te stavbe, smo zelo ponosni, da se ta neka skupna zgodovina Amnestyja in te hiše pravzaprav lahko obeleži tudi na tako lep način. Zagon in vztrajnost prvih prostovoljk in prostovoljcev je dal trdne temelji društvu Amnesty International Slovenije, ki je zraslo v največjo člansko organizacijo za človekove pravice pri nas. V skladu z načelom mednarodne solidarnosti so ves čas prispevali k prizadevanjem za spoštovanje človekovih pravic po vsem svetu, hkrati pa delovali tudi lokalno. Med tistimi, ki v Sloveniji prostovoljno organizacijo spremljajo že od samega začetka, pa je tudi naš krajan in prvi generalni sekretar slovenske Amnesty Iztok Pipan. Amnesty je v teh četrt stoletja, kar obstaja v Sloveniji, zraslo v res eno zavidanje vredno organizacijo za promocijo človekovih pravic, za borbo za človekove pravice. Lahko rečem, da si takrat, ko smo to ustanavljali, niti nismo predstavljali, kako veliko organizacijo bo zraslo. Treba je vedeti, da je tukaj v Kranju bilo nekaj 10 članov, ki smo takrat začeli s to organizacijo, da je vse skupaj začela 16-letna gimnazijka Suzana Deva, ki danes pač ni z nami, ker živi popolnoma na drugem delu sveta sedaj, in da ima danes organizacija več kot 8000 članov v Sloveniji, se pravi 8300, 8400 članov, da je v 25 letih dosegla kar precej vidnih rezultatov in da lahko rečem, da je prepoznana kot ena izmed osrednjih nosilk tega civilno-družbenega gibanja v Sloveniji. Zdaj pa bo Plečnikovo pročelje Prešernovega gledališča nosilo tudi spominsko ploščo, ki bo mimoidoče spominjala, kako se Amnesty International že četrt stoletja uspešno bori za človekove pravice. Jaz moram povedati, da dokler nas ni poklicala predsednica društva Nataša Posel, da sploh nismo vedeli, da je bilo prav v našem gledališču pred 25 leti ustanovljena ta skupina Amnestyja v vzhodnji Evropi kot prva. In nekako je to prav sovpadalo z našo predstavo izbrisanih to leto, ne vem, je to naključje ali je to kakšna višja sila, tako da z tega stališča seveda smo veseli, da tudi na tak način pripomoremo k temu, da bi se človekove pravice čim manj kršile, oziroma da se sploh ne bi kršile.
Obletnico je minuli ponedeljek v Prešernovem gledališču zaznamovala tudi glasbena skupina Terra Folk. Že večer prej, 8. decembra, pa so gledališčniki izvedli predstavo o izbrisanih. Celoten večer pa je bil posvečen temu, da se moč slovenske Amnesty skriva v množičnosti, saj lahko njeni člani in podporniki ustvarijo mogočen pritisk na oblastnike. Kot so zapisali na spletnih straneh organizacije, pri nas imate možnost, da svet sliši vaš glas za spremembe. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali, da so zadnjo sejo občinskega sveta zaključili v rekordnem času glede na dokaj obsežen dnevni red. Med drugim so svetniki brez večjih pripomb sprejeli osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo in rebalans proračuna za letošnje leto. Poglejmo, o čem vse so še odločali. Med drugim o spremembah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Medvode, o končni vsebini pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine in končni obliki odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Medvode. Občinski svetniki so potrdili osnutek spremenjenega pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Medvode. Obstoječi iz leta 2011 je namreč pokazal na nekatere pomanjkljivosti in nedorečenosti, ki so omogočale različne interpretacije in, kot je dejala vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Medvode Tatjana Komac, tudi možnost zlorabe. Spremenjen pravilnik pa naj bi na novo razmejil pristojnosti komisije in ravnateljice glede premeščanja otrok iz enote v enoto. Še večkrat se je zapletlo pri vprašanju stalnega prebivališča v naši občini. Nova natančnejša dikcija naj bi bila, da mora biti prijavljeno stalno bivališče v naši občini 1. januarja v koledarskem letu, v katerem je objavljen poziv za vpis in nič kasneje. Novost se obeta tudi za tiste družine, ki so v postopku razveze, saj naj bi jih prav za voljo dolgotrajnih postopkov obravnavali kot enostarševske, ki imajo sicer prednost. Prednost naj bi imele tudi družine z dvojčki ali trojčki. Še največ dvoma med svetniki pa je povzročila načrtovana dokaj drastična sprememba, da bi bili starši, ki zavrnejo mesto v nezaželeni enoti, torej v tisti, ki jo niso navedli kot prednostno, črtani s seznama čakajočih. Občinski svetniki so potrdili tudi končno verzijo spremenjenega pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine, s katerim bodo razširili krog upravičencev do nepovratnih sredstev. Upravičenci ne bodo le lastniki oziroma upravljavci tistih objektov, ki so razglašeni za spomenik kulturne dediščine, takih lokalnega pomena je v naši občini 55, ampak lastniki tudi tistih objektov, ki so vpisani ali zgolj v postopku vpisa v register kulturne dediščine. Tudi ti se namreč morajo pri obnovi držati smernic, ki jih da Zavod za kulturno dediščino, dejansko pa ni prav nobenega organa, ki bi jih v to lahko prisilil. Občinski svetniki so potrdili tudi končno vsebino novega odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Medvode, saj je prejšnjega iz leta 1997 že povozil čas in zakonodaja. Nov odlok na novo opredeljuje sestavo sveta in med drugim ukinja dikcijo, da je predstavnik občinskega sveta avtomatično tudi njegov predsednik, kot je to veljalo doslej. Občinski svetniki so brez večjih pripomb sprejeli tudi poročilo o tem, kako so se v letošnjem letu izvajali ukrepi akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta v naši občini. Bilo jih je za dober milijon evrov, pa tudi kakšni ukrepi naj bi se izvajali v prihodnjem letu, ko naj bi šlo v ta namen še enkrat več sredstev, prvenstveno v dokončno izgradnjo nadomestnega vrtca v Pirničah. Obstoječi je energetsko potraten in sicer neprimeren. Poročilo je predstavila Katarina Pogančnik iz podjetja Enviro Dual. Med večjimi projekti, ki pomenijo povečano energetsko učinkovitost, je seveda začetek gradnje nadomestnega vrtca v Pirničah. Letos v višini približno 700 tisoč evrov, zamenjava kotla v osnovni šoli Pirniče v višini 88 tisoč evrov, izolacija strehe v vrtcu Medvode 30 tisoč evrov, zamenjava in prilagoditev svetilk javne razsvetljave v višini 50 tisoč evrov in 4 razširjeni energetski pregledi javnih objektov v višini 20 tisoč evrov. Skratka, za tovrstne projekte je bil v letošnjem letu namenjen prek milijon evrov sredstev, približno 10% tega je bilo sofinanciranih.
prihodnjem letu naj bi se ta znesek podvojil, torej naložb v energetsko učinkovitost naj bi bilo za okoli 2 milijona evrov. Največ 1.200.000 za dokončanje vrtca v Pirničah. Načrtuje pa se tudi 431.000 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in okolje, predvsem za energetsko sanacijo osnovne šole Pirniče in knjižnice Medvode. Vedno zanimiva točka dnevnega reda je tudi pobude in vprašanje občinskih svetnikov. Tokrat je največ pozornosti bilo namenjeno vprašanju, ali je res, da občina Medvode zahteva, da se taborniki rodu dveh rek po več kot 30 letih umaknejo iz svojih prostorov, tako imenovane rezidence. Kako sta torej to informacijo, ki je prišla v javnost tudi prek svetovnega spleta, komentirala župan Stanislav Žagar in vodja oddelka za družbene dejavnosti Tatjana Komac. Poglejte, gre za to, da smo mi povabili predsednika tabornikov po letu 96, bil prvič pri nas, ko je pogodba podpisal za 1 leto, da ga seznanimo, da je pogodba že davno minila, da je to stanovanjski objekt in da je to stanovanje, da ima namen stanovanje in če ima neki namen, se mora za ta namen po zakonu tudi rabiti, ne samo to smo ga želeli seznaniti. Seveda smo želeli pa tudi z njim se pogovoriti, kako bi jim vnaprej pomagali poiskati kakšne druge bolj primerne prostore, ampak seveda do te razprave ni prišlo, kajti Tatjana, ki je prisotna, rekla, da je bil razgovor nemogoč. Se pravi, želeli smo iti en korak naprej, ampak smo se zapeli pri tem, da jih mečemo ven in najbrž je Pomat to govori, ampak to ni res. No, naj povem, da ta razgovor je bil rahlo neprijeten, ker pač tega, da oni zasedajo eno stanovanje in da občina pač ni društveno dolžna zagotavljati prostorov, da nobeno drugo društvo ne dobi zastonj prostorov od občine. Tega ne morejo razumeti, ne. Jaz verjamem, no, da se bomo nekako v teku leta, oni bodo dobili našo odpoved, imajo pa po zakonu 1-letni odpovedni rok. Verjamem, da se bodo oglasili, da bo tudi po našo pomoč. Na to vrstno izvajanje so se v tem tednu odzvali tudi taborniki, ki so na župana in člane občinskega sveta in tudi na starše tabornikov naslovili dopis, v katerem pojasnjujejo svojo plat zgodbe in demantirajo nekatere navedbe izrečene na seji občinskega sveta. Danes so nas povabili na čajanko v svojo rezidenco, več o tem pa v prihodnji informativni oddaji. Nove orgle so zadonele. V cerkvi Marije Vnebovzete v Zgornjih Pirničah so preteklo nedeljo slovesno mašo blagoslovili še zadnji manjkajoči objekt v njihovi mladi cerkvi. Blagoslov je opravil kardinal Franc Rode, privilegij igranja je pripadel priznanemu slovenskemu organistu Tonetu Potočniku. Sodelovali pa so tudi mnogi solisti. Nove orgle v Zgornjih Pirničah je blagoslovil kardinal Franc Rode. Pri obredu blagoslova pa sta poleg sedanjega pirniškega župnika Blaža Jezerška sodelovala še nekdanja arhidiakon prelat Anton Slabe in prelat Anton Markel. Orgle so izrazito sakralni inštrument in govorijo o velikih krščanskih skrivnostih, ki so vse v službi človeka in zato, da bi človek rastel, da bi pričel do svojega dostojanstva, da bi uresničil svoj poklic in da bi imel na tem svetu res eno lepo, dostojno, plemenito in smiselno življenje. To je bil projekt, dejansko največji projekt, kar sem jaz doživel tukaj, odkar sem v Pirničah za župnika. Že sama postavitev orgel je ogromna zadeva, ne le z finančnega, tudi čisto iz tehničnega vidika. Poleg tega je pa današnja slovesnost kot vrhunec, kot ta jagoda na torti, dejansko zelo lepo uspela in sem resnično vesel in na nek način boste razumeli tudi olajšan, da je vse skupaj mimo. Pri slovesni maši so sodelovali solisti Marko Fink, Alex Brown in Vera Danilova. Prepeval je zbor župnije Pirniče pod vodstvom zborovodje in organista Matjaža Rinka, kateremu bo tudi v nadaljevanju zaupana skrb za glasbo. S strani strokovne javnosti smo deležni veliko pohval, zato ker so orgle res fenomenalni inštrument in v resnici eden boljših tukaj v okolici. Na to smo lahko čisto upravičeno ponosni.
In sem prepričan, da bodo mnoge glasbene zasedbe, pa tudi solisti radi prihajali tudi zaradi tega inštrumenta v našo cerkev, kjer bojo pokazali svoje mojstrsko znanje na inštrumentu, pa tudi vokalno. Potrebno je poudariti, da gre v teh težkih gospodarskih časih za pogumen podvig župnije. Investicija v višini 174 000 evrov, za katero zbirajo sredstva v zadnjih 3 letih, pa naj bi bila dokončana junija prihodnje leto. Velike umetnine, velike realizacije, kulturne realizacije niso vse zrastle samo v nekem obdobju blagostanja, prosperitete, ampak tudi v obdobjih, ki so težka. In takrat se iz ljudi rodi neki pogum, neka volja do življenja, neka volja do klubovanja in dokažejo, da je mogoče živeti, da je mogoče premagati te težave in iti naprej. Ne? In to danes Pirniče, župnija Pirniče dokazuje zopet. Izdelava orgel je bila zaupana delavnici Orglarstvo Močnik iz Cerkelj, za katero je to 27. opus. Vsake orgle so za nas nov izziv, niti dve cerkvi nista enaki, ne arhitekturno, ne po akustičnih značilnostih, tako da se pravzaprav nikoli ne moramo naveličati te ustvarjalnosti. Nove orgle so mehanskega tipa s 17 registri, uglasitev je baročna. Same orgle sicer izgledajo zelo sodobno, v jedru pa ohranjajo značilnosti baročnih orgel, imajo 2 manuala, 17 pojočih registrov, nekaj registrov se lahko potegne samo do polovice, dobimo novo zvočno barvo, pa nekateri so preko transmisije, se jih lahko igra tudi v pedalu, tako da imamo v teh orglah možnost zvočnih kombinacij 25 registrov. Glede na specifično obliko cerkve in njeno moderno arhitekturno zasnovo je bilo potrebno tej obliki prilagoditi tudi samo pročelje orgel, za kar je poskrbel domači arhitekt Jure Hrovat. Lahko rečem, da v bistvu nisem kaj dosti vedel o orglah, ko smo začeli s tem, ko so me povabili k sodelovanju, ampak pol pa v bistvu z čisto sodelovanjem z izdelovalci, z orglarstvom in to so me malo pojasnili, kako stvari izgledajo. Tako da sem se zelo veliko naučil tudi v sklopu tega. Ampak pol pa pač delo, arhitekt, čisto samo oblikovanje, ki sledi iz tega, kako je cerkev trenutno zasnovana, se pravi, da so orgle postavljene simetrično, da je tudi sam izgled orgel simetričen, pa da se na nek način probajo zliti s cerkvijo in ne toliko izstopati spet na nek način. Privilegij igranja na slovesnosti pa je pripadal priznanemu slovenskemu organistu Tonetu Potočniku. Te orgle so nekaj posebnega, tudi zaradi tega, ker so tako čudovito umeščene v ta prostor in potem pa sigurno izstopajo tudi po kvaliteti glasov. Jaz upam, da bojo zdaj postavitev teh orgel potegnila za sabo tudi določen nivo glasbenega življenja, jasno v prvi vrsti sigurno liturgičnega, ker so orgle namenjene predvsem liturgiji, ampak jasno te orgle omogočajo pa tudi eno kvalitetno koncertantno ponudbo. Nove pirniške orgle bodo svojo zvočno in vizualno lepoto sedanjim in prihodnjim generacijam glasbenikov in poslušalcev gotovo vir navdiha in zadovoljstva ob poslušanju. Turistično društvo Smlednik je minuli petek predstavilo svojo novo pridobitev, knjižico, ki opisuje legende in zgodbe iz Smlednika in okolice. Sledil je pogovor z avtorico knjižice Dušico Kunaver, ki je znana kot velika poznavalka in ljubiteljica ljudske dediščine. Med pogovorom, ki mu je prisluhnilo dokaj veliko število ljudi, je izpostavila predvsem nepoznavanje ljudskih običajev med mladimi in kako skrb vzbujajoče je, da zdajšnja generacija mladih tako zanemarja našo kulturno dediščino. V turističnem društvu Smlednik so že pred časom prišli na idejo o izdelavi razglednice, ki bi prikazovala Smlednik. Po dogovarjanju so se odločili, da bodo naredili knjižico z nekaj osnovnimi dejstvi o Smledniku in legendah, ki krožijo v Starem gradu.
Obrnili so se na Dušico Kunaver, zbirateljico ljudskega izročila in etnološkega gradiva. Znana je, pa smo jo vprašali, če bi ona hotela sodelovati. In resnično je, ona je res tavžentroža, namreč, če se laik loti zdaj sestavljanja knjige, to je težek posel, niti ne veš, kako bi zagrabil, pa s katere strani. Ona pa res samo povedala je, kaj vse želi, mi smo tiste podatke, pa slikce, pa take reči zrihtali in je knjižica, rekel, po 3 ali pa 4 sestankih v enem predlogu ratala. Najbolj dragoceno je iz ust domačinov slišati. No, posebno takih domačinov, ki so razgledani po svojem kraju, ki ga poznajo, ki ljubijo. No in potem si pri teh ruševinah že itak pod vtisom teh ruševin, potem vidiš, da je neskončno, potem smo šli malce okrog grada, vidiš, kaj vse je razgled iz grada dol. In potem je postalo teh 16 strani v knjigici že kar malce premalo, no, seveda bi se še dalo pisati. No, tako da je potem nastala ta knjigica. Fotografije za knjižico je prispeval Janez Strojan, ki kot vaščan Smlednika vidi veliko lepote v svojem kraju. Jaz prihajam iz tega kraja, sem v Smledniku doma in kot je omenila že Dušica in mnogi, da smo precej navezani na svoj kraj. Iz tega tudi zadnje čase, ko nisem več aktiven v službi, sem se pač začel malo več ukvarjati s fotografijo. Potem Metod, ki je predsednik, je itak moj sosed v Smledniku, in sva se nekako dobila in potem sem jaz večkrat fotografiral ta kraj, ta moj kraj, naš kraj. In potem je nekaj dobrih slik izpadlo, in smo potem izbrali te slike, ki pač pokrivajo to brošuro. O pogovoru z Dušico Kunaver smo izvedeli veliko tudi o njenem življenju. Sedaj je pokojna profesorica angleščine, je tudi avtorica mnogih poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter priročnikov. Njen književni opus obsega preko 70 del, razdeljenih na 4 glavna področja: slovensko ljudsko izročilo, alpinizem, pedagogika in angleščina. Njena strast do ljudskega izročila pa izhaja že iz otroštva. Rojena sem v zares zelo zavedni družini, bom rekla, moj oče je kraševec, majstrov borec, pred fašizmom je zbežal iz domačih krajev, pa potem ves čas nekje nosil ta hrepenenje po Krasu in mama je bila iz Loža, zmeraj je pela, mi smo doma, med vojno nismo imeli kaj večerjati, ker sploh ne vem, kako smo preživeli vojno. Ampak ker je bil oče ali v taborišču ali bil v zaporu. Ampak je pela in danes imam jaz spomine na lepe večere, ki smo prepevali, nekako smo bili lačni, da to sem pozabila. Čeprav je anglistka, pravi, da je angleščine v šolah in na javnih prireditvah odločno preveč. Prav tako se ji zdi pomembno, da mlade spodbujamo k učenju naše dediščine, saj je, kot pravi, mladina ne spoštuje več dovolj. Šolski učni načrti so neodpustljivo odstranjevali domače vsebine. Zdaj je tako vsa čast šolam, ravnateljem, posameznim učiteljem, ki zares na nekaterih šolah, zdaj že 30 let hodim po Sloveniji, od vrtcev do šol, do društev, do domov za ostarele, kjer se veliko naučim. In je recimo ta iniciativa zdaj v rokah teh posameznikov, ampak to je pač, jaz sama sem bila toliko let učiteljica, ti si vezana na učni načrt, na učbenik, tako da bi res morala šolske oblasti bi morale obogatiti spet nazaj ljudske pripovedi, pesmi, torej šole bi morale obogatiti, pa nehajmo s šolskimi proslavami, ki imajo 3/4 angleških pesmi. To je res neodpustljivo. Ne bo angleščina pri angleščini, pri proslavi ne bojo pa slovenske pesmi. Turistično društvo Smlednik je tako naredilo korak k temu, da se v zapisani obliki ohrani del naše dediščine in bo dostopen tako mlajšim kot starejšim generacijam. Ponovno se vračamo k dobrodelnosti. December, mesec obdarovanja, je tudi čas, ko se spomnimo na tiste manj srečne od nas. Na osnovni šoli Preska so tako kot vsako leto pripravili teden dobrote.
Letos so se skupaj z Društvom za zaščito živali Kranj odločili, da december polepšajo živali, natančneje mačkam. Prostovoljke osnovne šole Preska so se v okviru vsakoletnega tedna dobrote odločile, da letos praznike polepšajo zapuščenim živalim, predvsem mačkam. Tako so se povezale z Društvom za zaščito živali Kranj in pripravile kar nekaj aktivnosti. Povezali smo se z Društvom za zaščito živali Kranj in pripravili kar nekaj aktivnosti, začele z uvodno delavnico spoznavanja položaja živali, predvsem mačk v tem trenutku. Potem smo izdelovali nekaj izdelkov, ki jih danes tudi prodajamo. In seveda ta teden, cel teden pa izvajamo stojnico, akcijo in pa zbiranje materialnih sredstev za mačke in pa seveda tudi donacije. Vsak obiskovalec lahko daruje sredstva v različnih oblikah in se tudi informira o problematiki. Prostovoljke so se osredotočile predvsem na mačke, ki trenutno predstavljajo največjo težavo. Društvo za zaščito živali Kranj, s katerim sodelujemo, je izpostavilo problematiko mačk, zapuščenih mačk, kot tisto najbolj problematično. Za pse je v veliki meri s strani države že poskrbljeno, s čipiranjem in podobno, medtem ko za mačke pa seveda ni. Zase ali za svojega hišnega ljubljenčka lahko kupite ročne izdelke učenk osnovne šole Preska in članov Društva za zaščito živali Kranj. Ne gre pa samo za to, da si lahko na stojnici kupijo. Spodbujamo vse na šoli, da lahko prispevajo 1 evro, prinesejo mačjo hrano, flanelaste rjuhe, flis dekice, fiziološko raztopino, predvsem pa, da se informirajo. Vsi, ki bi radi polepšali življenje muckam, ki so se znašle v stiski, lahko to storite na osnovni šoli Preska do 13. decembra. Na ta veseli dan kulture je v prostorih Zavoda za kulturo in mladino Medvode potekalo srečanje filmskih ustvarjalcev osrednje Slovenije. Med številnimi filmarji so se predstavili tudi 3 medvoški ustvarjalci. V prostorih kluba Jedro je v torek popoldan potekalo srečanje filmskih in video ustvarjalcev osrednje Slovenije. Ogledali smo si lahko izbor kratkih filmov avtorjev različnih generacij, ki ga je na osnovi prijav pripravil filmski režiser in scenarist Boris Petković. Avtorji filmov izhajajo iz različnih kulturno-umetniških klubov in društev, predstavilo pa se je tudi kar nekaj osnovnošolskih ustvarjalcev. Selekcija filmov je bila razdeljena na 4 dele, in sicer na animirane filme, dokumentarne in reklamne filme, eksperimentalne filme ter igrane filme. Petkovićev izbor je zajemal tudi 3 filme medvoške produkcije. V sklopu animiranih filmov so se pod mentorstvom Petra Gabra predstavili učenci iz osnovne šole Medvode s kratkim animiranim filmom Slon in vlak. V sklopu dokumentarno-reklamnega filma se je predstavila Agata Trojar iz kulturnega doma Sejalec umetnosti Senica s kratkim reklamnim filmom Tržnica znanj Medvode 2012. V eksperimentalnem delu pa se je predstavil tudi Janez Meglič s filmom Poezija med vodami. Na koncu prireditve so vsi ustvarjalci prejeli priznanja, Petković pa je posebej izpostavil 3 filme, ki jih je nagradil s posebnim priznanjem. Mladinska gledališka sekcija Kuda Smlednik se predstavlja z novim poglavjem na Smledniškem odru. Tokrat so se lotili zgodovinske drame Dnevnik Ane Frank. Gre za dramatizacijo znamenite knjige 20. stoletja, ki prikazuje intimno doživljanje holokausta med drugo svetovno vojno skozi oči 14-letne judovske deklice. Dnevnik Ane Frank je eden najbolj znanih zapisov holokausta prikazan skozi oči mlade Judinje, ki se je med drugo svetovno vojno z družino 2 leti skrivala pred nacisti na podstrešju upravne stavbe v Amsterdamu, nato pa življenje zaključila v koncentracijskem taborišču, stara komaj 16 let. Svetu je zapustila danes eno najbolj branih del, ki je, kot so v vabilu mladi smeški gledališčniki zapisali, navdihujoč zgled življenjske energije, radovednosti in ustvarjalnosti v najtežjih razmerah. Gledalci bodo predvsem spremljali na Smeškem odru en del zgodbe Ane Frank. To je od leta 1942, ko se družina zateče na podstrešje njihove trgovine in potem vse dogajanje te 2 leti do leta 1944, ko jih odpeljajo v koncentracijsko taborišče.
Po lahkotnejših mladinskih in otroških igrah je to prvo zahtevnejše celovečerno delo mlade gledališke skupine, kateri člani štejejo od 14 do 18 let. Velik izziv torej, s katerim so se z veseljem spopadli, kot kaže tudi zgled tokratne junakinje Ane. Drama je pa nekaj, kar posameznika sooča z neko realnostjo. In druga svetovna vojna je bilo eno obdobje, ki je bilo zelo hudo. Polno pesimizma, samo čakalo se, kdaj bodo koga odpeljali. Tu pa nam Ana svojo zgodbo s svojim optimizmom vliva neko novo upanje. Sploh v današnjem času, ko je krog nas polno nekega pesimizma, nam je lahko Ana dober zgled, kako kljub zelo težki situaciji ohraniti dobro voljo. Mladi na premiero vabijo to soboto 14. decembra ob 19. Ponovitev pa bo dan kasneje ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma v Smledniku. Na vrata je že potrkal veseli december in z njim številne prireditve in koncerti, ki bodo zaznamovali ta božično-adventni čas. V soboto je v prostorih Kulturnega doma Medvode potekal že tradicionalni letni koncert pevskega zbora Kulturnega društva Jakoba Aljaža. Letošnja tema je bila prav zanimiva in poleg pevcev so na oder stopili tudi drugi, ki so poskrbeli za raznolikost prireditve. Korenine mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Jakoba Aljaža segajo v leto 1976, vendar je takrat obstajal zgolj moški pevski zbor. Pod tem imenom in v tej sestavi pa zbor deluje od leta 1999. Dolgoletna zgodovina pa zboru daje danes možnosti številnih raznolikih nastopov in izbor pesmi, ki nas z nežnimi zvoki popeljajo skozi celotno Slovenijo. Tako je bilo tudi minuli konec tedna, ko so pevci pripravili svoj letni koncert. Rdeča nit je bila tokrat ljubezen. To je zborovodkinja rekla, da bi naredila en tak splet, da recimo fant išče dekle in potem dekle se poročita, pa tako naprej. Letošnje leto imeli smo nekaj nastopov, imeli smo tudi eno kulturno izmenjavo, smo šli v Koprivnico, tam so bili tudi z nami orgličarji sorški. Veliko pa gremo v domove nastopati. Potem za letos v bistvu imamo, mislim, da še en nastop, drugače pa po novem letu tako bi imeli še en božičen koncert. Poleg pevcev so se na odru Medvoškega kulturnega hrama predstavili tudi sorški orgličarji, ki so z mešanim pevskim zborom nastopili že nekajkrat. To sodelovanje se je rodilo s tem, da dve pevki igrava na orglice in enostavno probamo čim več sodelovati. Za nocoj smo pripravili 6 skladbic in sicer večinoma repertoarja je iz ljudskega izročila, 4 punce, mladenke, vse. Več ali manj. Pa nam bojo še zaigrale eno skladbico od skupine ABBA. Svojo ljudsko pesmijo so nas v soboto pevci odpeljali med ljudska izročila in nam pokazali, da jih druži veliko več kot le ljubezen do petja. Petje je moja ljubezen, pa igranje tudi na inštrumente, pa tudi dramsko igranje nekoč v mladih letih. Ne vem, ko sem se upokojila, sem preprosto začutila, da sem v tem okolju nekem prazna, nisem imela dosti stikov in potem sem začela navezovati stike najprej v društvu upokojencev, potem pa skratka sem zvedela za ta zbor, pa za telovadbo, pa za ročna dela, in tako se je nabralo tako da imam kar polno in veselo življenje. Z nastopom mešanega pevskega zbora pa se je tudi uradno začel praznični čas in z njim tudi številni koncerti, ki vas bodo tako ali drugače odpeljali stran od skrbi in vsakdanjih težav. Plesna šola Urška je v ponedeljek v Kulturnem domu Medvode pripravila prednovoletno predstavo, na kateri je sodelovalo več kot 120 otrok. Skupaj s koreografi so zaplesali v kar 19 točkah. Ne pleše samo zemlja, ampak tudi plesalci plesne šole Urška. Svoje veselje do plesa so nam pokazali na prednovoletni predstavi, ki je potekala v ponedeljek v Kulturnem domu Medvode. Na predstavi je zaplesalo več kot 120 otrok, pridružili pa so se jim tudi koreografi. Naši otroci in tudi starši,
Vsi radi plešajo, veliko se naučijo, radi se imamo, zabavamo se, lušten nam je. Tema letošnje prednovoletne predstave je bila Zvezde plešejo in se je navezovala na pretekle uspehe plesalcev. Pred enim tednom, pred 2 tednoma smo osvojili ful priznan na znanem festivalu v Novem Sadu. Zato smo rekli, da bomo pač, ker naši otroci so pa trenutno res že zelo dobri, da bomo namenili temo Zvezde plešejo. Pa to ne pomeni, da samo najboljši plešejo, tudi naši najmlajši začetniki in vsi ostali so zelo dobri, uživajo v tem in za nas so prave zvezde. Pred nastopom smo ujeli ambiciozni plesalki Tijo in Živo, ki pa nista imeli niti malo treme. Niti ne, ker smo navajene. Ja, ker smo bile že parkrat tako na nastopih, pa tudi na večjih tekmah smo bile in smo navajene. Dvorano so poleg plesnih navdušencev napolnili tudi starši in sorodniki plesalcev. Trenutno mi je pomembno predvsem to, da se z nečim ukvarja. Ali je to ples ali je kaj drugega, niti ni toliko pomembno, ampak če jo ples veseli, je pač to njena izbira. Pričakovanja o večeru so bila velika. Eno luštno predstavo, otroško, tako da jaz mislim, da se bomo vsi skupaj z otroki veselili, tako da pa še lušten se bomo imeli. Kar so se tudi imeli, saj so jim plesalci pripravili kar 19 različnih točk, tako solo točke kot skupinske. Badminton klub Medvode je pretekli vikend gostil mladinsko mednarodno prvenstvo Forza Cup 2013. Na turnirju se je zbralo okrog 150 tekmovalcev iz 7 držav, ki so med seboj tekmovali v starostnih kategorijah do 11, 13, 15 in 17 let. Naš klub je zastopalo 26 igralcev in, kar je še bolj pomembno, prav v vseh starostnih kategorijah so nam naši tekmovalci priigrali vsaj 1 stopničke. Čestitamo! V Medvoškem klubu so že tradicionalno gostili mladinski turnir, na katerem se vsako leto pomeri več tekmovalcev. Letos je več kot 150 tekmovalcev prišlo iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Cipra in Izraela. Ja, vsako leto se nekako trudimo, neki osebni stiki, tako da letos mogoče smo se približali tej rekordni številki, zaradi tega, ker se turnire udeležili 18 igralcev iz Izraela. In to smo naredili predvsem na neki osebni ravni, tako da smo Izraelce povabili in so bili en teden naši gostje in so se udeleževali treningov z našimi igralci. Tako da je mogoče to receptno. Potem pa igralci in tudi trenerji se med sabo malo pogovarjajo in povejo, da je bilo na turnirju v redu. In vse skupaj to pripelje do tega, da pač vsako leto lahko dosegamo rekordno številko ali pa vsaj tako številko, kakor se gibljamo tam okrog 160 igralcev. V petek so potekale kvalifikacijske tekme po skupinah, v soboto in nedeljo pa izločilni boj za najvišja mesta. Mi smo jih obiskali v nedeljo, ravno med zadnjimi tekmami, ko sta si v finalu dvojic stala nasproti Miha Ivanič in Martin Cerkovnik. Na koncu je bil močnejši Miha, ki je igral z Andražem Krapežem, v kategoriji do 17 let posamezno pa je osvojil prvo mesto. Prav tako odličen je bil tudi Jaka Ivančič, v kategoriji do 13 let je zmagal v dvojicah in osvojil drugo mesto med posamezniki. Imeli smo približno okoli 30 nastopajočih iz našega kluba. V vsaki kategoriji smo pobrali nekaj nagrad, prav smo osvojili po kakšno medaljo. V tej elitni kategoriji do 17 let tudi že zdaj se vidi, da pri fantih vsa prva mesta. Tako da smo zadovoljni in tudi potem te mlajše kategorije, se pravi zaledje je, kar je v bistvu pomembno. Otroci so zadovoljni, tako da ni zaenkrat ni pripomb bilo. No. V Medvoškem klubu so že vajeni organizacije večjih turnirjev, med drugim bodo to sezono zopet gostili mednarodni članski turnir, ki zahteva precej več organizacije. Tako so po nekaj letih že v ustaljenih organizacijskih tirih in ponavadi slišijo le pohvale. No, jaz slišim samo dobre stvari, tako da ponavadi slabše preslišim. Sej, če je kakšna kritika, smo vedno veseli, da se jo pove. Tudi v glavnem, jaz, kar slišim, so vsi zadovoljni in jaz upam, da se bojo vrnili drugo leto nazaj. Več o turnirju in podrobnejših rezultatih pa v januarski športni oddaji. Za odlične novice iz badmintonskih vrst je zopet poskrbel Kek Jamnik.
Na mednarodnem turnirju v Bocvani sta v dvojicah z Alenom Rojem prišla do svoje prve turnirske zmage. V finalu sta bila boljša od Srba in Južnoafričana. Na turnirju, ki šteje za svetovno jakostno lestvico, je Kek igral tudi posamezno in si priigral odlično 3. mesto. V polfinalu je izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu, ki prihaja iz Južnoafriške republike. Članska vrsta medvoškega košarkarskega kluba je v 7. krogu 3. košarkarske lige Zahod prišla do 4. zmage v sezoni. V gosteh so s prepričljivim rezultatom 54-70 premagali Tolminčane. Naslednjo tekmo igrajo doma proti ekipi iz Ajdovščine. 2 tekmi pa so odigrali mladinci, ki po 9 tekmah in 10 krogih še vedno ostajajo nepremagljivi. Tekmo 9. kroga so odigrali proti ekipi iz Stražišča, rezultat je bil 46-76. Nato so bili doma boljši še od jeseniške ekipe, slavili so kar s 84-47, kar je letošnja največja razlika v točkah. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali kar nekaj kaznivih dejanj. V Valburgi tatvino goriva iz tovornih vozil, v Medvodah pa tatvino v osebni avtomobil, kar 2-krat tatvino bakrenih žlebov in tatvino merilca na gradbišču. V Pirničah je tato skrunil grob, saj je ukradel bronasto vazo z groba. V Medvodah so vlomilci neuspešno poskušali vdreti v poslovni objekt. V Rakovniku so okradli registrske tablice. Na Verjah je oškodovanec prijavil kaznivo dejanje goljufije, svojo fizično premoč pa je svoji družini kazal nasilnež iz Medvod. V Zgornjih Pirničah je zagorelo na traktorju, v Medvodah pa je nezavarovan pes napadel drugega psa, zoper lastnika psa napadalca bo uveden postopek, ki ga ureja Zakon o zaščiti živali. Medvoški policisti imajo za občane tokrat še pomembno opozorilo pred prihajajočimi prazniki. Mesec december je običajno čas obiskov, srečanj, torej daljših ali krajših odsotnosti od doma in policisti policijske postaje Medvode želijo, da bi ta čas preživeli mirno in varno. V izogib neprijetnim dogodkom, ki so povezani s splošno varnostjo, zato posredujejo nekaj napotkov in nasvetov. Predno zapustite objekt, preverite, ali so okna zaprta, vrata zaklenjena in da v bližini ni orodja, s katerim bi si lahko nekdo pomagal pri nasilnem vlomu. Pri vlomih v vozila oziroma preprečevanju tovrstnih kaznivih dejanj policija ves čas opozarja, da na nevidnem mestu v vozilu ne bo ničesar, kar bi lahko spodbudilo zanimanje storilcev. Predmeti naj ne bodo na vidnem mestu niti, če vozilo zapustite samo za kratek čas. Pozornost priporočajo tudi v primerih nenapovedanih obiskov doma. Pri pobiranju prostovoljnih prispevkov prosilci potrebujejo dovoljenje upravne enote. Posebej pozorni bodite pri prodaji od vrat do vrat. Oseb, ki jih ne poznate, ne vabite v stanovanja, če pa jih povabite, naj ne bodo nikoli sami v prostoru in nikoli ne razkrivajte morebitnih mest v stanovanju, kjer hranite denar oziroma denarnice. Vsem žrtvam kaznivih dejanj priporočamo, da takoj obvestite policijo na številko 113. V primeru vloma v stanovanjski objekt ali drug prostor ne vstopajte v objekt, saj se v njem lahko še vedno nahaja storilec, prav tako pa lahko z vstopom uničite morebitne sledi, ki so pomembne za preiskovanje kaznivega dejanja. Vsekakor pa vstopajte v objekt v primeru, ko je potrebno zavarovati življenja in zdravje ljudi ali preprečiti nadaljevanje škode. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, čim bolj izkoristite sončni vikend in seveda vidimo se prihodnji četrtek. Lep pozdrav!